Torej, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci občine Ravne na Koroškem. Kot smo že napovedali pretekli mesec, da se snidemo še enkrat z sedmo silo v zadnjem mesecu tega leta, no, zdaj tudi to obljubo izpolnjujemo. Imamo spet nekaj dobrih informacij za vas in koristnih, seveda, in upamo, da jih boste ponesli tako kot doslej naprej do naših občanov in seveda do ostale javnosti na Koroškem in širše. In kot je bilo razvidno tudi iz dnevnega reda naše novinarske konference, imamo dve točki dnevnega reda. Prva je, če tako rečem, prijeten zaključek letošnjega leta, ko slavimo 400-letnico jeklarstva. In druga točka poročilo o 14. redni seji občinskega sveta, ki je potekala preteklo sredo 23.12. In katere pomemben sklep je bil med drugim tudi predlog proračuna občine za prihodnje leto, ki je bil dan v javno razpravo. Slednja pa do 12. januarja poteka na ustaljen način, več o tem seveda v nadaljevanju. Zdaj pa predlagam, da se posvetimo kar prvi točki. O tem, kako smo slavili jubilejno leto 400-letnice jeklarstva v Mežiški dolini oziroma na Ravnah, je že nekaj zapisala tudi v pričujoči publikaciji z naslovom svojega članka pomenljivo urednica magistrica Andreja Čebron Kodrin. Napisala je namreč, da je korona krojila program praznovanja. Res je, smeli načrti za praznovanje, ki smo jih imeli in ki smo jih mimogrede predstavili 29. januarja, torej natanko 11 mesecev od današnjega dne nazaj, so kajpak ostali zgolj dober načrt, saj je epidemija mnoge plane in načrte in aktivnosti zaustavila, pa ne le nas, ampak ves svet. Zato pa smo izvajali zgolj tisto, kar smo lahko v času, ko smo lahko in seveda na način, ki je bil možen oziroma dopusten. Vse o tem, kot rečeno, tudi od koroškega Fužinarja do ravenskega jeklarja. No, to pa je tista publikacija, s katero kot piko na i zaokrožamo letošnje leto. Naročnik in založnik je v imenu občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen. V publikaciji pa so na 100 straneh zbrani prispevki iz zgodovine železarstva in jeklarstva, o vplivu železarne Ravne tako na kulturo, šport, koliko je arhivskega gradiva v železarni, preberemo lahko tudi o simbolih železarne Ravne, kakšna je bila fantovščina po železarsko in kako in kje so se nam odtisnili v spomin simboli železarne Ravne. V njej je tudi zapis 5 jeklarskih zgodb več generacij, kako vsi nadaljuje svojo tradicijo železarne Ravne. In sprehod o tem, kako je izgledal nekoč Guštanj, danes Ravne, kako se je mesto razvijalo in ostalo. Jaz predlagam, da v nadaljevanju besedo predam kar županu. Publikacijo, kot rečeno, financirala občina Ravne na Koroškem, izdala pa v sodelovanju z osrednjo inštitucijo na Koroškem, kar se knjižnice tiče, torej osrednjo knjižnico in glavna urednica, magistrica Andreja Čebron Kodrin. Dr. Tomaž Rožen, pa prosim, kar vas pozovem k besedi, za to prvo točko. Torej, jaz vam bom zdaj izklopila vsem zvok, vas pa prosim, da si vklapljate mikrofon. Najprej župan, prosim. Hvala za besedo, hvala tudi za ta tehnični popravek, no, ker zvok je bil res nekako moteč, vse v mojih slušalkah. No. Skratka, lep pozdrav na tej drugi tiskovni konferenci, kar se tiče občine, seveda nadaljavo. Torej, po točko 1 predstavljamo vse tisti, ki smo nekako prispevali k izidu od koroškega Fužinarja do ravenskega jeklarja. Sam lahko rečem, da se mi to zdi pomembna publikacija oziroma izdaja, ki je pravzaprav iz neke zamisli, da izide jubilejna številka Fužinarja, ki je žal pred leti ugasnil in je predstavljal seveda pomembno glasilo v naši lokalni skupnosti. Je prišla pravzaprav na nek način skoraj knjiga. Ta publikacija je vse z vidika mene oziroma občine izjemno dobro oblikovana, pripovedna, skratka, po moji oceni bi lahko to isto vsebino izdali tudi v res pravi knjigi, kar ni nujno, da tudi ne bomo storili v prihodnje. Tako da bi se z tega vidika zahvalil torej vsem, ki so prispevali k tako kvalitetni ediciji, k tako kvalitetni publikaciji ob 400-letnici jeklarstva. Predvsem sta z nami dve najbolj odgovorni, Andreja Čebron Kodrin in pa gospa Irena Oder, ki bosta tudi kasneje sami spregovorili. Drugače pa se lahko reče, da z vidika občine je to leto 400 let jeklarstva
bistveno manj aktivno, kot smo mislili. Imeli smo zelo smele načrte, žal smo bili neuspešni pri pridobivanju evropskih sredstev za namen tega proslavljanja, obeleženja te obletnice, ampak ne glede na tisto spodletelo prijavo za evropska sredstva, seveda je tudi, kot ste že rekli, ta epidemiološka situacija bistveno prispevala k temu okrnjenemu programu praznovanja. Vendarle pa računam, da bi v letu 2021, ne glede na to, da bo eno leto več, še vedno se ozirali nazaj in tudi kaj organizirali, zagotovo vsaj eno proslavo ali še kaj drugega, nekaj je odvisno od samih finančnih sredstev, da torej ni to še konec našega, bi rekel, obeležitve 400-letnice železarstva in jeklarstva v Mežiški dolini. Lahko rečem, da torej ima občina določene načrte, ki so pa pogojeni s koncem epidemije, torej tudi v prihodnjem letu, oziroma seveda bo šlo najprej za to, da bi ponovili to, kar nam je spodletelo v 2020, oziroma dodali kakšno dobro idejo tudi v prihodnjem letu. Tako da z mojega vidika je to morda dovolj. Skratka, še enkrat sem vesel, da je ta publikacija izšla. Okolikor bo veliko, bi rekel, zanimanja, publikacija se ne deli po vseh gostinstvih, po vseh gospodinstvih, je dosegljiva tako na občini kot v knjižnici in tudi drugih mestih, kot je muzej. Okolikor pa bi bil interes zelo velik, pa bomo financirali ponatis oziroma morda nekoliko preoblikovan format, ampak o tem se bo še uredniški odbor in občina odločila v prihodnje, tako da zaenkrat samo izrekam dobro popotnico, torej tej lepi in dobri publikaciji. Hvala, dr. Roženu, našemu županu. Naj dodam še morda samo to informacijo, da bo publikacija dosegljiva tudi v elektronski obliki. Na željo jo boste prejeli tudi na vaš naslov. Zdaj pa besedo v imenu izdajatelja oziroma soizdajatelja predajam Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika, zanjo direktorica magistrica Irena Oder. Prosim, pa tudi vas vabim k besedi, da nekaj informacij o tej publikaciji posredujete še nam. Ja, in lepo zdrav vsem, hvala za besedo in hvala tudi županu za tako lep uvod. Jaz bi seveda rekla, da osebno pri tej publikaciji prav gotovo nimam toliko kot pa Andreja Čigron Kudrin, glavna urednica, smo pa seveda v Koroški osrednji knjižnici nekako z veseljem sprejeli ta izziv, še posebej zaradi tega, ker kot veste, kot osrednja območna knjižnica že več kot 70 let nekako skrbimo za to domoznansko dejavnost. In seveda publikacija, ki jo imate danes pred sabo, je prav gotovo en bogat domoznanski vir in seveda iskrene čestitke tudi vsem piscem teh prispevkov. Rada bi pa morebiti spomnila na to osnovno idejo, ki je bila oživiti nekako koroški Fužinar. Vi morebiti veste, da je to osrednje glasilo, domoznansko glasilo delovalo kar 56 let, med letoma 1951 in 2007. In tako kot je industrija seveda zaznamovala to naše okolje, je seveda posredno zaznamovala tudi življenje okoli nas. In če se je morebiti takrat v začetku nekako zdelo, da so današnje ravne oddaljene od teh središč s temi znanstvenimi, kulturnimi in informacijskimi ustanovami, in je tudi zaradi tega potem vzklila ta ideja o koroškem Fužinarju, ki je prerasel dejansko okvire, bi rekla, znotraj tega plota, se pravi ne samo strokovne teme, ampak na koncu lahko govorimo o nekem že kar zgodovinsko-etnološkem zborniku. In seveda mi v knjižnici in verjamem marsikdo to zelo pogrešamo. Saj kaj danes ugotavljamo? Čeprav smo mogoče bliže svetu,
bliže centru, je pa vendarle veliko teh dogodkov, ki jih nekako ne obravnava ta naša nacionalna zgodovina, ampak to so dogodki ljudje, ki živijo tu z nami in pomembno sooblikujejo ta naš čas in prostor. In seveda zaradi tega v knjižnici pač apeliramo na vse, bi rekla, ki imajo morebiti eno tako moč, tudi finančno, da prepoznajo to, kar smo pred leti izgubili. Res pa je seveda, da je ta Koroški Fužinar digitaliziran, več kot 20.000 strani je in tudi tega si lahko ogledate v elektronski obliki. In seveda vesela pa sem, morebiti na koncu samo to omenim, da je ta vez knjižnice z industrijo nekako pokazana tudi s prispevkom sodelavke Simone Šuler-Pandov. Gre namreč za do zdaj, bom rekla, manj objavljeno, skoraj nič objavljeno korespondenco med prvim urednikom Avgustom Kuharjem in našim prvim ravnateljem, doktorjem Francem Sušnikom. Morebiti toliko za uvod in če bi bilo kasneje kakšno vprašanje. Hvala vam. Hvala tudi vam. Gospa Irena, zdaj pa nadaljujemo še z urednico, ki bo nekaj več o listanju po sami publikaciji, pa tudi iz zakulisja oziroma iz načina, kako je nastajala, podala informacij. Magistrica Andreja Čebron Kodrin, prosim, beseda je vaša. Ja, lepo pozdrav vsem. Hvala za prijazne besede. Jaz moram reči, da seveda ima kar pomembno vlogo tudi urednik, ampak vseeno tudi uredniški odbor mi je veliko pomagal pri tej publikaciji, tako da mislim, da smo opravili kar pomembno delo. V skladu s praznovanjem teh jeklarskih jubilejev v preteklosti je tudi letos torej išla priložnostna publikacija in mislim, da je nastala kar zajetna publikacija. Zdaj nekaj statistike lahko povem. 100 vsebuje, v njej je 19 prispevkov 14 avtorjev. Mislim, da imamo dobrih 200 fotografij, tako črno-belih kot barvnih, se pravi arhivskih in tudi iz sodobnosti. Je pa res, da ko smo izhajali iz koncepta, predvsem vsebinskega koncepta, pri zasnovi smo se nekje zgledovali po Koroškem Fužinarju. Vprašali smo se, kaj bi recimo v tem trenutku prinesel v branje. In smo pripravili neke vrste zbornik, v katerem so ti avtorji vsak svojega zornega kota pač pogledali na razvoj jeklarstva, na različne vidike, kako je železarna oziroma jeklarstvo sooblikovalo razvoj mesta, športa, kulture in pravzaprav celotnega življenja. Je pa res, da se nismo toliko zgledovali po oblikovni podobi nekdanjega Koroškega Fužinarja, ker seveda ta je dovolj privlačna za današnjega sodobnega, še kar zahtevnega bralca. Zdaj, avtor oblikovne podobe oziroma oblikovalec je Andrej Knez, Sans, in mislim, da je tudi on opravil dobro delo. Zdaj, če pogledamo recimo naslovnico, se kar močno razlikuje od nekdanjega Koroškega Fužinarja. Za tokratno publikacijo smo izbrali fotografijo iz Si metala Ravne, iz proizvodne, iz valjarne. Ta isti motiv je upodobljen tudi na priložnostni poštni znamki, ki je posvečena temu železarskemu oziroma jeklarskemu jubileju. Potem imamo na naslovnici tudi logotip, ki je bil oblikovan ob tej visoki obletnici, tako da sledimo pač oblikovno tudi celostni podobi praznovanja. No, naslov je pa bil izbran nekako simbolično. Želeli smo vključiti Koroškega Fužinarja, seveda Koroški Fužinar se ta publikacija ni mogla več imenovati, kajti Koroškega Fužinarja niti ni več v razvidu glasil, tako da smo
pokombinirali ta vidik preteklosti, potem vključena je tudi ta poanta nekega tehnološkega, teritorialnega razvoja, fužinarstva, železarstva oziroma jeklarstva, ker kot vemo se je jeklarstvo začelo v zgornjem delu Mežiške doline, potem se je razvijalo v sosednjih krajih, tudi je bila železarna in se seveda zdaj ustalilo tule na Ravnah. Zdaj, mogoče bi se na hitro sprehodili tudi skozi vsebino, zelo na kratko. Jaz sem vam sicer pripravila tudi en daljši tekst, eno daljšo predstavitev, mislim, da jo boste dobili potem, a ne, po tiskovni konferenci, hkrati tudi z PDF-jem revije. Zdaj, na začetku seveda se spodobi, da se napiše nekaj o začetkih in imamo tule pač nek pregled razvoja fužinarstva, jeklarstva v Mežiški dolini. Poudarki so na tehnološkem razvoju, inovacijah, ključnih posameznikih. Potem nadaljujemo sprehod v Mežico, kjer so bili tudi prvi fužinarji. Podatki so seveda zbrani iz cerkvenih matičnih knjig, recimo najstarejši segajo v leto 1784. To je en tak nov prispevek, kar nekaj prispevkov v tej reviji seveda, recimo rečemo tako, že pišajo o znanih dejstvih, nekateri prispevki pač pogledajo na tematiko z drugih zornih kotov. Vesela sem, da so ti avtorji dodali tudi nekaj svoje osebne note, svojega osebnega odnosa do tematike, ki jo prikazujejo, ker to so le strokovnjaki na svojih področjih oziroma poznavalci tem. V zgodovino sega tudi naslednji prispevek, prikazuje pač položaj železarne Ravne med drugo svetovno vojno. Železarna Ravne je bila ob okupaciji kar zastarela tovarna in Nemci so mnogo vlagali vanjo. Kot zanimivost, v tem obdobju je nehala delovati tudi Pudlovka, še zadnja Pudlovka, ki je bila do takrat v železarni. No, potem pa pogledamo, kako je razvoj železarstva vplival tudi na razvoj Raven oziroma takrat še Guštanja, kako se je torej Guštanj spremenil v sodobno mesto, v jeklarsko mesto, pod vplivom oziroma rastel skupaj z materjo fabriko. Ta članek je kar opremljen z veliko fotografijami, tako da lahko to opazujemo primerjalno in sledimo pač razvoju infrastrukture. Hkrati je dodan tudi pogled v prihodnost, kako bi se pač lahko mesto razvijalo še v prihodnje. En tak zanimiv prispevek je tudi nanizanje in poimenovanj raznih ustanov, ki v imenu vsebujejo tudi besedo železarna. Rečeno smo posebej Andreja? Malo imamo očitno težav tehničnih, malo te prekinja vmes, tako da bomo te prosili, da čisto skrajšaš to o teh tekstih, ali bomo poslali tisto, kar si pripravila na novinarje, ker se vmes zgublja informacije. Tako da te prosim, da čisto na kratko še samo zaokrožiš pogled, ker imamo malo tehničnih težav očitno. O tem sporočate tudi, prekinjal sem. Ja, sej, dobro, zdaj, če ta vsebinski pogled je predstavljen na papirju, potem pravzaprav smo že rekli vse. Želela sem povedati tudi o e-verziji, tudi to smo že omenili. Omenili smo, kje vse se dobi publikacija, tako da se jaz pravzaprav končujem to svojo predstavitev. Okej. Torej vse, kar je Andreja povedala, oziroma ta kratek obseg, kratek prelet prispevkov posameznih 14 avtorjev oziroma 19 prispevkov boste lahko prebrali na tistem gradivu. Andreja je pripravila za vas torej tudi to, pa ga uporabite po
po želji. Mogoče bi jaz na tej točki kar ponudila možnost za razpravo, če se strinjate. Preden gremo na naslednjo točko. Župana, se strinjate? Ja, hvala. Vprašanje bi jaz prosil. Zdaj škoda, da je gospod Andrejevič prekinjalo, no, ampak res na trenutke je obstajala tako slika kot zvok, da vas smo res težko spremljali, bi rekel. No. Zgubila se informacija. Metka Pirc, prosim, vklopite si mikrofon. Ja, torej pozdravljeni. Mogoče ali gospa Čibron ali pa gospa Oder, kaj se vam zdi najbolj vsebinsko, najbolj zanimivo, na kar ste vi naleteli pri pripravi te publikacije? Torej, mora biti Irena, Andreja, vsaka ima svoj pogled na to. Irena mogoče malo bolj iz stališča tistega konteksta, v katerega je vpet ta Fužinar oziroma ta publikacija. Andreja pa mogoče bolj vsebinsko. Ja, res je težko zdaj izločiti, kaj mene fascinira ravno ta celostni pogled na to, da se vključijo tako, kako je ta dolgoletna zgodovina tega jeklarstva nekako živela z nami vsemi, pa še danes živi, tako pogled na planinstvo, recimo kako je bilo tu družabno življenje, ne samo to strokovno, skratka res in nenazadnje tudi naša sodelavka je ravno ob tem, kaj zapisati v to publikacijo, prišla do teh pisem, do te korespondence, skratka tudi en tak nov, zelo oseben pogled na to, kako je dr. Franc Sušnik nekako tudi sugeriral, kaj pa v čem pisati, kako pisati. Skratka, res težko bi se odločila, kaj je tisto, kar mene ta vseobsežnost, skratka. Andreja, mogoče še ti dodaš kako svojo iskrico? Halo, Andreja, se slišimo? Ja. Andreja je očitno zmrznila, oziroma tehnična težava, ne Andreja, ni ona kriva. Metka, mora biti, jaz bom dala tudi podatek oziroma kontakt od Andreje, če bo želela še več informacij oziroma izjavo direktno, se lahko obrneš tudi na njo, če si za. Ja, hvala. Prosim. Še kdo, karkoli v zvezi z publikacijo? Ok, torej to. Naj se iskreno zahvalim vsem trem govornikom na tem mestu. Andreja, hvala magistrica Irena Oder, hvala magistrica Andreja Čibron Kodrin. Župan, vam pa predajam besedo zahvale za vso delo, ki ste ga opravili, dami. Ja, hvala. Kot rečeno, z vidika občine sem zelo vesel, da je ta publikacija išla. Zame je to seveda knjiga, tako da se obema zahvaljujem, predvsem torej urednici in pa celotnemu uredniškemu odboru za ta prispevek. Pa verjamem, da bomo še kakšno rekli o tem glasilu, ko se srečamo v živo, oziroma ko bomo morda imeli čas v letu 2022, da ga javno predstavimo. Kajti nekako mi zadeva zgleda, da bo treba še ponatisniti to glasilo. Tako da verjamem, da bomo še tekla beseda o njemu. Torej, hvala lepa. Hvala tudi za to, da sta delili čas z nami in da sta bili v naši družbi v prvi točki. To je torej to. Naj povem še interno informacijo, da smo prejeli klice iz kar precej koncev Slovenije. Zdaj, ko ste tudi s pomočjo novinarjev ponesli informacije v svet, nenazadnje me je danes zjutraj klical gospod iz Kopra, ki je tudi delal v železarni in bi želel za svoj lasten arhiv, za svoje lastne spomine to publikacijo. Očitno smo uspeli nagovoriti tudi tiste, ki so mati fabriko imeli za svojo. Torej, hvala še enkrat več za ta dober učinek in vtis, ki ste ga naredili s to publikacijo. Kot rečeno, novinarke e-publikacija bo posredovana na vaše elektronske naslove.
publikacija tiskana, pa je že na poti do vas. Če je slučajno ne bi prejeli, je to mora biti zato, ker nimamo v adremi novinarjev na občini vašega naslova, zato bi vas prosila, da nam pišete, da mi posredujete svoj naslov, kar seveda pomeni, da se tudi strinjate s tem, da vas obveščamo na danem naslovu. In z veseljem vam bomo posredovali torej tudi na vaš naslov. Sicer pa je publikacija na voljo v Koroški osrednji knjižnici na občini Ravne na Koroškem, v enoti KPM Koroškega pokrajinskega muzeja enota Ravne in v ravnskih družbah SIA. In predlagam, da se kar posvetimo torej drugi točki današnjega dnevnega reda. Dr. Rožen, 23. je potekala seja, 14. redna seja, in kot že veleva navada in tradicija, z veseljem poslednji sporočimo nekaj tudi naši novinarski srenji in seveda vsem, ki jih to področje zanima. Zato bi prosila, da kar prevzamete besedo. Hvala še enkrat za besedo. Torej, pri tej drugi točki, kot rečeno, prejšnji teden v sredo, torej je bila zadnja letošnja redna seja občinskega sveta s 13 oziroma 14 točkami dnevnega reda. In kot je navada, bi se jaz prehodil skozi točke oziroma se ustavljal pri točkah, kjer boste imeli seveda določena vprašanja. Zdaj, prva vsebinska točka, ki je na novo, je bil dokument identifikacije investicijskega projekta, tako imenovani DIP, za rekonstrukcijo in dograditev infrastrukture na Javorniku, ter podoben dokument, kjer se identificira in potrebna investicija za razbremenilni bazen v Dobji vasi. Oboje pravzaprav spada v komunalno infrastrukturo v naši občini in je nujno potrebno seveda za zagotavljanje zakonitih oziroma zakonskih obveznosti občine na področju komunalne infrastrukture. Obe dve investiciji, ki sem jih omenil, pa sta seveda že del prihodne točke, to je proračuna oziroma osnutka proračuna občine Ravne, ampak so ti dokumenti pač nujno potrebni kot vsebinska osnova za torej uvrščanje tovrstnih projektov v sam proračun. Za samo javorniško infrastrukturo je potrebnih, kot vidite, izgradiva 913 000 evrov in rešujemo delno težave obstoječega naselja, delno pa komunalno opremo bodočega trgovskega centra Javornik in pa tudi bodoče nove stanovanjske gradnje na Javorniku. In kot rečeno, to predstavlja v 2 letih znesek 900 po predračunskih stroških 913 000 evrov, medtem ko podobna infrastruktura, ki pa služi drugemu delu občine, torej Dobji vasi in Janečam, znaša 466 000 evrov, zopet v 2 letih, in del te investicije torej je že v letu 2021 v osnutku proračuna, ki ga bom predstavljal potem v naslednji točki. Če bi imel kdo kaj zdaj o teh 2 investicijskih potezah, bi ga zdaj prosil za vprašanja. Če ni koga o tem vprašanjem, bi torej predstavil naslednjo točko, to pa je predlog proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2021, splošna razprava. Torej, na tej točki, na tej seji občinskega sveta je bil potrjen tako imenovani proračun v prvem branju, oziroma tako imenovanem prvem branju. Proračun znaša na odhodkovni strani 18,6 milijona evrov, na prihodkovni 15,4 milijona evrov, za razliko pa je potrebno najeti 3,2 milijona evrov kredita, torej načrtovan proračunski primanjkljaj v višini 3,2 milijona evrov. Od tega proračun vsebuje investicijskih, bi rekel, odhodkov, ki imajo investicijski značaj v višini 7,5 milijona evrov in največje med temi investicijami in so tudi hkrati razlog za to zadolžitev občine, ki bo potrebna, je začetek novogradnje vrtca Ravne. Na občini smo pridobili v letošnjem letu torej gradbeno dovoljenje za novogradnjo vrtca z 12 oddelki in nadomeščamo sedaj že dokaj dotrajan vrtec Vsice. In ta vrtec je v višini 1,5 milijona evrov, na investicijski strani proračuna tudi največja investicija načrtovana v letu 2021, delno pa bo tudi v letu 2022, kajti celotna novogradnja vrtca bo znašala okoli 3 milijone evrov.
Druge investicije, ki so večje, so nadaljevanje poslovno-komunalne infrastrukture v poslovni coni Ravne, kar sem že prej omenjal, ta je v skupni vrednosti slabih 700 000 evrov, potem so novogradnje cest 550 000 evrov, potem je stanovanjska zazidava Kotle 4 500 000 evrov, tako da ko se te investicije nekako nizajo z manjšimi zneski, prijemo do preomenjenih investicijskih odhodkov v višini 7,5 milijona evrov, kar predstavlja okoli nekaj dobrih 40% celotnega proračuna. Svetniki so torej upravili razpravo k temu osnutku oziroma ocenili, da je proračun primeren za nadaljevanje kot javno razpravo. Mi smo sedaj ta proračun objavili na javni način, kot veleva tudi zakonodaja, elektronsko in pisno, ter v roku 30 dneh bomo torej prijeli vse predloge ter korigirali predlog, da bi v mesecu januarju 2022 bil ta proračun tudi dokončno potrjen, ter tako zaključena ta točka odločanja na občinskem svetu. V letošnjem letu seveda bomo težko v tem času splošne razprave, ki trajajo že omenjenih 30 dni, organizirali v živo, torej te zbore krajanov, ki so naravno postali običaj, ampak bomo ti zbori krajanov organizirani nadaljavo, torej elektronsko, po krajevnih skupnostih, oziroma bomo obiskali svete krajevnih skupnosti, da torej proračun iz prve do druge obravnave dobi to končno podobo v sodelovanju, v smislu participacije vseh ožjih delov lokalne skupnosti v naši občini, tako da bo po čim večji možni meri torej prikrojen potrebam naših občanov in občank, tako da nadaljujemo po tej poti, ki smo jo torej z sprejemom proračuna v javni razpravi začeli. Ker imate proračun seveda v pisni obliki, jaz ne bi zdaj tu preveč, bi rekel, na dolgo in široko razlagal, hkrati smo nadaljavo, je malo drugače govoriti v ta ekran, tako da vas kar, bi rekel, pozivam k vprašanjem. Prosim. Predlagam, da na ustaljen način torej dvignite roko, če vas kaj zanima, samo da vemo, da je interes, pa vam potem predamo besedo. Če ni vprašanj, predlagam, župan, da nadaljujete torej z naslednjo točko. Naslednja točka po samem sprejemu torej proračuna je bila razlaga odloka o občinskem prostorskem načrtu. Šlo je za možnost, ki jo ima občinski svet, da določene tekste, ki so nejasni pri izdaji gradbenih dovoljenj, razloži s tako imenovano obvezno razlago. In v tem primeru je šlo za obvezno razlago dveh potez, da se na enem območju občine torej lahko gradijo stanovanjske enote, ki vključujejo tudi varovana stanovanja. Tu gre za območje Dobje vasi, ki je eno izmed 4 območij, ki se naravno pripravljajo za gradnjo več stanovanjskih blokov oziroma stolpnic. Drugo pa je bilo glede nadstreškov manjši popravek, torej razlage in uskladitve z državnimi uredbami. Torej ta 9. točka. Potem je bila 10. točka dnevnega reda, predlog strategije za mlade občine Ravne na Koroškem 2022-2024. Na Ravnah smo ena redkih občin, ki smo imeli sprejeto torej strategijo za mlade, ki so mladi pravzaprav napisali sami, mladi skozi svoja reprezentativna združenja, ki jih je na Ravnah kar nekaj. In ta bivša strategija se je torej iztekla časovno, do 2020 je bila sprejeta in na tem občinskem svetu se je potrdila nova strategija. In glede na to, da se je stara oziroma že obstoječa dokaj dobro uresničila, verjamem, da bo tudi ta prihodna v tem smislu operativna, da ne bo to samo strateški dokument, ki ostaja v predalu. Strategija pa naslavlja seveda vsa vprašanja, ki so relevantna za mlade, ki zanimajo mlade in ki jih občina seveda delno, ne pa v celoti, seveda tudi rešuje. Po tej strategiji smo imeli točko predlog cen 24-urne dežurne službe. Tu gre za pogrebno in pokopališko dejavnost, kjer se je cena korigirala z obstoječimi stroški, torej za to 24-urno dežurno pogrebno javno službo.
Potem je bil imenovan nov predstavnik oziroma predstavnica občine Ravne na Koroškem v svet šolskega centra Ravne, kjer ima občina enega predstavnika in smo nadomeščali dosedanjega. In pa še ena točka, ki je bila dodatno, gre za prodajo zemljišč na Čečovju vzhod. To je zopet eno izmed že prej omenjenih območij za novo gradnjo v naši občini. Gre za območje za upravno enoto oziroma Čečovje vzhod, kjer je bil sprejet sklep, torej, da lahko prodamo 2000 kvadratnih metrov stavbnih zemljišč za bodočo gradnjo stanovanjskih blokov. To pa je bilo tudi vse na tej seji, kajti seja je potekala nadaljavo, kot poteka današnja tiskovna konferenca in smo nekako okrnili dnevni red, kolikor se je le dalo, da lahko občina normalno posluje, kajti ta daljava je vendarle neka nižja kvaliteta interakcije med ljudmi, kot pa je seja v živo. Toliko z moje strani. Spoštovane novinarke, novinarji, mora biti vaša beseda, da zdaj še vprašate kaj, kar se tiče 14. seje, če so še ostale kakšne dileme. Ne. Prav tako zelo izčrpni ste bili, gospod župan, da ni vprašanj, niti kar se tiče samega proračuna, ne. Kot je že omenil župan, je proračun objavljen, zbirajo se pripombe, opombe, občani lahko podajo svoje do 12. januarja leta 2021 na naslov županu, torej na občini Ravne na Koroškem, župan Tomaž Rožen, Gačnikova pot 52390 Ravne na Koroškem ali pa občina afnaravne.si, kot rečeno, do 12. januarja. Sicer pa je to. Morebiti bi se vam, spoštovane novinarke in novinarji, na tem mestu, ker se ravno leto izteka, zahvalili za dobro sodelovanje, za vaše poročanje, obveščanje. Z vašo pomočjo smo izpeljali ne malo akcij, verjamem, da jih bomo še več v prihodnje, zato ostanite zdravi. Morda samo še dodam, da naj bo 7. sila, ne glede na klimo in okoliščine, v katerih smo se znašli, naj to ne zmoti vašega dobrega dela v službi javnosti. Hvala, dr. Rožen, mogoče za konec še vaša beseda, čisto sklepna misel. Hvala vsem za udeležbo na današnji novinarski konferenci. Očitno nisem bil tako zanimiv kot v živo. V živo je malo več vprašanj praviloma. In vam bi na tem mestu ob zaključku zaželel lepe praznike, prijeten vstop v novo leto. Preden zaključite tole misel, Metka Pirc, prosim. Ok. Metka, prosim, vklopite se mikrofon. Jaz se res upravičujem, ampak spomnila sem se, še testiranje imate na Ravnah. A lahko mogoče župan sam še kaj na to temo, tako da aktualizirate malo odzive pa to. Hvala. Odlično, hvala Metka. Danes se je torej pričelo to brezplačno testiranje, ki smo ga organizirali v mestni hiši. Tudi tukaj 3 prisotni, kakor vidim, smo se testirali. Na srečo negativni izvid, kot se reče. Zdaj upam, da bi občani to vzeli kot nekaj dobrega, kot nekaj, kar jim je ponujeno, kot neobvezno, kot prostovoljno, da imajo možnost torej se testirati. Te možnosti v zdravstvenem sistemu, če človek brez simptomov ni, ampak je ta možnost torej bila ponujena strani Ministrstva za zdravje in smo jo na Ravnah sprejeli. Tako da upam, da se bodo ljudje za to odločili, škodi jim ne, če vedo za svoje zdravstveno stanje. In to so tudi razne govorice, da so to, bi rekel, invazivni posegi v človeka, torej da se jim stavi pri testiranju čip, v katerem bodo potem spremljali lahko gibanje in podobno. Ne držijo, gre čisto za eno blago obliko, torej hitrega testa, rezultati so znani v zelo kratkem času in torej na Ravnah imajo vsi možnost, da pridejo in preverijo svoje trenutno zdravstveno stanje. Tako da kaj drugega jaz niti ne bi dodajal. Morebiti, če dovolite, bi jaz vskočila samo s to informacijo, da je testiranje namenjeno vsem prebivalcem, ki to želijo, ne glede na naslov stalnega bivališča. Torej ni vezano zgolj na Ravenčane in Ravenčanke, ampak na vse
Mežiški dolini, ki bi se želeli testirati na odvzem brisa, ni potrebna prijava, potrebno pa je upoštevati vsa navodila, priporočila NIJZ od obvezne nošnje maske do seveda držanja razdalje. Seboj pa prinesite torej osebni dokument oziroma zdravstveno izkaznico. To pa je to. Testiranje poteka še danes do 17. in jutri od 9. do 17. ure. Odziv zaenkrat dober, že zjutraj so ljudje pred 9. čakali na test. In tudi nazadnje, ko sem bila tam, lahko rečem, da do 10-15 ljudi v koloni je bilo, verjamemo, da se bo testiralo kar nekaj ljudi. Pač možnost je, dobrodošli. Župan, ste hoteli še? Ne, hvala, vse pač lepe praznike vsem želeti, ko se najbrž letos ne vidimo, in pa seveda srečno, zdravo, uspeha polno leto 2021, ko se bomo skupnimi močmi še nekaj časa borili proti epidemiji, pa vendarle preko slej končno zmagali in se vrnili sem prepričan, v normalne tere življenja. Hvala. Hvala tudi vam. Torej zaključujemo, zaokrožamo današnji video klepet sestanek. Hvala vsem za vaše vprašanja, za vse, kar bo sledilo, vse, kar boste ponesli v svet o nas in seveda pazite na se, ostanite zdravi. Srečno! Nasvidenje.